Živjo. Cilj današnjega predavanja je, da spregovorimo nekaj besed o tako imenovani trening coni sweet spot. Gre za trenažno cono, ki naj bi športnikom v zadano vložek ponujala kar največ efekta. Se pravi, da s treningom v tej coni pridobimo kar najboljše adaptacije na dolgi rok. Gre za trenažno cono, ki si jo po domače povedano predstavljamo all out, all the time. Ves čas gre hitro, a ne gre prehitro in da bi postali zelo hitro utrujeni. Pokazal pa vam bom, da takšna trenažna cona najverjetneje ne vodi v optimalne adaptacije in bi se po vsej verjetnosti morali nekoliko bolj izogibati, kot se je izogibajo trenutno športniki. Torej, trenažne cone v osnovi delimo na 3 komponente oziroma 3 cone. Prvo cono, drugo cono in pa tretjo cono. Omejujejo jih laktatni pragi oziroma oba laktatna praga, dvojna. Prvi laktatni prag je takrat, ko koncentracija laktata v krvi preseže tiste vrednosti v mirovanju, to je takrat se ravnovesje v produkciji in pa porabi laktata prvič na nek način poruši, ampak vendarle, če po presegu prvega laktatnega praga z intenzivnostjo nadaljujemo pri neki fiksni intenzivnosti, bo koncentracija laktata s časoma postala konstantna. Šele ko dosežemo drugi laktatni prag, torej ko pridemo v tretjo cono treninga, se koncentracija laktata začne nezadržno povečevati in prej ali slej nastopi utrujenost. In te laktatne cone so pravzaprav razmejitev v 3 trenažne cone, prvo, drugo in pa tretje. Drugi trenažni coni pravim jaz tudi siva cona oziroma strokovnjaki nekateri pravijo sweet spot trening. Sedaj pa si pogledamo, kaj lahko pravzaprav pričakujemo od treninga v posamezni coni treninga. Poglejmo si najprej prvo cono. Prva cona nam omogoča izjemno visok volumen treninga. Zakaj? Ker je intenzivnost zelo nizka, ne postanemo utrujeni in lahko pravzaprav gremo v nedogled. Takšen trening je z vidika metabolizma izjemno učinkovit. Zakaj? Energijo pridobivamo predvsem iz aerobnega metabolizma, kar pomeni, da ne nastajajo produkti, ki vodijo v prerano utrujenost in da pravzaprav glavni omejitven dejavnik je naša volja in pa razpoložljivost energije. V prvi coni aktiviramo predvsem počasna mišična vlakna, kar pomeni, da se laktat porabi znotraj teh vlaken, laktat seveda nastane ob procesu glikolize. Tako da koncentracija laktata praktično nikoli ne naraste na tisto, ki jo vidimo v mirovanju. Ker je aerobni metabolizem glavni vir energije, imamo relativno visoko porabo maščob v mitohondrijih. Tukaj razvijamo najvišjo porabo maščob in poraba maščob je eden izmed tistih triggerjev oziroma dražljajev za pozitivne adaptacije, ki se potem odrazijo v izboljšanju učinkovitosti in pa število mitohondrijev. Pomembna stvar, ki jo je potrebno tukaj omeniti, pa jo bom kasneje bolj natančno obrazložil, je tudi, da ni sprememb v acidobaznem ravnovesju, torej ni sprememb v pH-ju. To je to, kar se tiče prve cone, potem pa preskočimo drugo cono za trenutek in se posvetimo tretji coni. Torej, v tretji coni govorimo o visoko intenzivni vadbi, ponavadi v tej coni izvajamo intervale, kar seveda vodi v pozitivne periferne adaptacije, z vidika, da imamo visoko aktivacijo. Na fiziološkem oziroma na molekularni ravni to pomeni velik stres in seveda to vodi potem v izboljšano delovanje mišic. Začnemo akumulirati laktat in kot smo spoznali v predavanju o laktatu, pravzaprav povišene koncentracije laktata vodijo v pozitivne periferne adaptacije, se pravi na mišični ravni, kar je seveda tisto, kar mi si pravzaprav treninga želimo.
Glede na to, da je poraba kisika oziroma prevzem kisika pri treningu v tretji coni kar najvišji, v tretji coni namreč dosežemo tudi najvišji prevzem kisika oziroma VO2 max, mitohondriji v mišicah delujejo pri kar največji možni obremenitvi. To seveda predstavlja velik dražljaj za periferne adaptacije, torej za izboljšanje delovanja teh naših mitohondrijev. Izboljša se tudi, oziroma visoka je tudi obremenitev srčno-žilnega sistema. V predavanju o največjem prevzemu kisika sem omenil, da je največji omejitven dejavnik te sposobnosti pravzaprav v srčno-žilnem sistemu in tukaj imamo odličen dražljaj za ta sistem. Zakaj? Ker enostavno je intenzivnost tako visoka, da dosežemo največjo možno frekvenco srca in to je seveda na tak način telo zaznava, da pač so potrebe po kisiku oziroma po prečrpavanju krvi višje in se odzove na ta način tako, da izboljša učinkovitost in pa pač delovanje srčno-žilnega sistema. Problem treninga v tretji coni z vidika molekularne fiziologije oziroma na celični ravni je akumulacija vodikovih protonov, ki seveda vodijo v poslabšanje perifernih in pa posebej tudi centralnih adaptacij. Akumulacija vodikovih protonov to pomeni znižanje pH-ja oziroma zakisanost mišic oziroma okolja. Ampak ne smemo na stvari gledati redukcionistično, to pomeni, da ne smemo gledati na adaptacije samo z vidika enega posameznega vidika, torej recimo akumulacije vodikovih protonov, ampak moramo gledati celotno sliko. Spravi, tukaj sem naštel sedaj 1, 2, 3, 4 pozitivne, zelo pozitivne lastnosti in eno negativno in seveda odtehtajo te 4 pozitivne, to eno negativno in seveda si lahko pričakujemo dobre adaptacije. Zdaj, problem treninga v tretji coni, ki je za moje pojme zelo učinkovit, je, da zahteva kvaliteten, da tak trening zahteva spočitega športnika. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora biti predhodno dovolj prehranjen, se pravi, mora imeti dovolj visok ogljikovih hidratov in pa treningi v predhodnih dneh ne smejo biti preintenzivni. Zahteva tudi precejšen čas regeneracije, to pomeni, da ne moramo vsak dan ponavljati takšne treninge, ker enostavno bo to vodilo v izgorelost. In se pravi, druga stvar pa je seveda tudi, da imamo omejeno trajanje takšnih treningov, recimo na posamezno vadbeno enoto lahko akumuliramo nekje med 15 pol ure ali pa do 45 minut v večjih primerih kvalitetnega časa v tej tretji coni. Vse, kar je več, bo seveda težko izvesti, čas regeneracije bo zelo dolg in to seveda na dolgi rok morda ni najboljše, sploh pri tistih, ki s treningom začenjajo. Trening v tretji coni je potrebno imati kot zelo učinkovito strategijo k treningu, ampak je potrebno razmisliti, kdaj in v kakšnih strukturi tak način treninga uporabljati. Sedaj pa se premaknemo v to drugo cono, ki pravim sam tudi siva cona oziroma sweet spot trening. Tukaj imamo za razliko od prve in pa druge oziroma tretje cone relativno visoko aktivacijo obeh tipov mišičnih vlaken v primerjavi s prvo in pa relativno veliko nižjo aktivacijo v primerjavi s tretjo. Nekje vmes smo. In seveda to na nek način posrednosti vodi v pozitivne periferne adaptacije, imamo aktivacijo mišičnih vlaken, ampak ni takšna, kot je recimo pri treningu v tretji coni. Koncentracija laktata se poviša, ampak se poviša nekje do 2-3 milimole, medtem ko v tretji coni lahko doseže tudi 10 milimolov in več. Sedaj pa si predstavljamo, če je povišana koncentracija laktata signal za adaptacije, seveda 2-3 milimole ni nič v primerjavi z 8, 9 in pa 10.
Mitohondriji prav tako delujejo pri zmerni obremenitvi. Njihovo delovanje je veliko nižje kot v primerjavi s tretjo cono, ko delujejo pri največji obremenitvi. Spravi, tukaj se opet lahko sicer nadejamo pozitivnih perifernih adaptacij, ampak vprašljivo je, kakšne so te v primerjavi s treningom v tretji coni. Zmerna je tudi obremenitev srčno-žilnega sistema, o tem smo že govorili v prejšnjih slajdih, kako pomembne so. In pa zadnja stvar, akumulacija vodikovih protonov je prisotna, padec pH-ja. Zakaj? Vklopljena so hitra mišična vlakna, torej mišična vlakna tipa 2, producira se laktat in obenem se na nek način po vsej verjetnosti zmanjšuje tudi pH. Da je pH izjemno pomemben za regulacijo biosinteze oziroma sinteze in pa izboljšanje delovanja mitohondrijev, je bilo pokazano v številnih študijah. Recimo tukaj ena izmed študij Martina Gibale, enega izmed kanadskih znanstvenikov, v kateri je preučeval, kaj se zgodi, če visokointenzivni trening izvedeš s predhodnim vnosom sode bikarbone. Soda bikarbona pomaga uravnavati pH med telesno aktivnostjo in tukaj so trenirali v tej študiji posamezniki pri isti absolutni intenzivnosti z ali brez predhodnim vnosom sode bikarbone. Poglejmo si, kaj se je dogajalo s pH-jem. pH je bil značilno nižji, torej okolje je bilo bolj kislo, ko sode bikarbone posamezniki niso dobili. Kaj je bilo z laktatom? Zgodba je bila obratna. Laktat je bil višji, ko so posamezniki dobili sodo bikarbono. Se pravi, imamo tukaj jasen pokazatelj, da laktat, višji kot je laktat, in pa nižji, oziroma da koncentracija laktata ni nujno reprezentativna, glede na ne kaže realne slike pH-ja. O tem smo govorili tudi že v predavanju o laktatu. Ampak kaj bi pričakovali iz teh rezultatov je, da bi bilo okolje, ki ga ustvari dodatek sode bikarbone, bolj primerno za razvoj novih mitohondrijev. In to je dejansko se tudi zgodilo. Aktivnost signalne poti PGC1-alfa, ki velja za najbolj pomembno signalno pot za nastanek novih mitohondrijev oziroma izboljšanje njihovega delovanja, je bila bolj aktivna, ko so posamezniki dobili sodo bikarbono. To govori o tem, da padec pH-ja, ki je recimo značilen za drugo cono, lahko negativno vpliva na adaptacije, ter da si praktično želimo čim višje koncentracije laktata. V osnovi poznamo dva principa treninga. Polariziran pristop treninga, ki predvideva večino treninga opravljeno v prvi coni treninga, praktično nič treninga opravljeno v drugi coni in nekaj delež v tretji coni. Druge cone enostavno ni, ker zahteva veliko regeneracije in enostavno ni tako učinkovito. V tej študiji so primerjali, se pravi, polariziran pristop treninga s treningom, ki vsebuje trening v prvi coni in pa sweet spot trening. Kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je polariziran način treninga veliko bolj učinkovit. Preučevali so 40 km dirko na čas, se pravi po 6 tednih treninga, višino laktatnega praga, prvega in pa drugega, in pa največjo možno doseženo na VO2 max testu. Govorimo o procentnem izboljšanju. Pogledamo si rezultate. Polariziran način treninga zelena barva in pa modra barva sweet spot trening. Razlika je jasna. Polariziran trening, čeprav je enostavno vseboval veliko manjši delež visokointenzivnega treninga ali pa visokih intenzivnosti, je bil bolj učinkovit. Trening v drugi coni, njegova problematičnost seveda izvira iz tega, da trening vendarle zahteva regeneracijo. To pomeni, da športnik po takšnem treningu potrebuje nekaj časa, da se regenerira, kar pa z drugimi besedami pomeni manj časa v tretji coni, če si to želimo. Vprašljivi so tudi mehanizmi adaptacije, o tem sem govoril v predhodnih slajdih.
Namreč ne vemo, kako učinkovito je to za aktivacijo signalnih poti, ki potem vodijo v adaptacije. In pa ja, kot že omenjeno, zmanjšana je možnost za kvaliteten trening v tretji coni, namreč po treningu v drugi coni so športniki precej utrujeni in naslednji dan ne moremo pričakovati, da bodo naredili res kvaliteten trening. Zakaj je druga cona dobra? Druga cona je dobra recimo kot sredstvo za pripravo na dirke v zaključni fazi. Zakaj? Ker enostavno trenira oziroma dirka se v tej fazi in je pač iz tega vidika zelo smiselno, da pač vendarle v treningu imaš tudi nekaj podobnega dirka. Visok je tudi TSS, tisti, ki se zanimate za metrike, predvsem v TrainingPeaks aplikacijah je ta metrika prisotna, karkoli že to je. Za moje pojme je ta metrika popolnoma brezvezna, ampak nekateri dajo veliko na to in ja, res je, trening v drugi coni prinese visok TSS. In pa dejstvo je, da je trening cona 2 bolj učinkovita kot samo trening v prvi coni. Torej, če bi se odločali med prvo in pa drugo cono in če bi lahko kombinirali, bi seveda bolje bilo kombinirati, kot pa izbrati samo prvo cono. Ampak v primerjavi s tretjo cono je druga cona veliko manj optimalna. Upam, da ste se naučili kaj novega in se vidimo v naslednjem predavanju.